za vse oboževalce rally iger smo testirali novo različico Dirt 5. Dirt, ki smo ga bili vajeni iz preteklosti, se je spustil v stare vode in za nas pričaral arkadno poslastico, ki nas popelje v nostalgijo, kjer se po gorah, dolinah in rekah podamo z avti iz 80., 90. in današnjih časov. Igra nam nudi izbiro med dolgo in zanimivo kariero, več igralskim načinom vse do 4 igralcev, online in playgrounds, kjer lahko dirkate od drugih igralcev ustvarjene proge ali jo ustvarite sami in delite se svetom. Igra nam nudi izbiro med dolgo in zanimivo kariero, več igralskim načinom vse do 4 igralcev, online in playgrounds, kjer lahko dirkate od drugih igralcev ustvarjene proge ali jo ustvarite sami in delite se svetom. Vsebuje ogromno dobrih skladb, tako da vam ob rjovenju motorjev ne bo dolg čas. V sami karieri se boste srečali z dogodki Stampede, Icebreaker, Gymkhana in mnogimi drugimi, ki vas bodo popeljali po barvitih lokacijah. Z avti boste dirjali skozi 9 držav. Med njimi so Grčija, Francija, Brazilija, Kitajska in Norveška. Na vsaki izmed teh se boste spopadali z drugačnimi razmerami, tako na progi kot v zraku, saj vam bo nagajalo tudi vreme. A časa za ogled okolice ne boste imeli, saj nas bo po progah preganjala umetna inteligenca. Vsako dirko vas bo na različnih progah preganjalo do 11 nasprotnikov, ki so na čase neusmiljeni in ne poznajo izraza fair play. Igra se je povrnila v svoje korenine začetnih različic, kot so bile Dirt 1, 2 in Showdown, tako z samim načinom igranja, kot z živimi barvami okolice. Kariera je razdeljena na 5 različnih poglavij, v katerih se spopadate z nasprotniki in zbirate tako imenovane stamps oziroma nalepke, katere potrebujete za napredovanje v glavni dogodek ali throwdown, kjer se spopadete z najboljšimi za napredovanje v novo poglavje. Dirt 5 je nekaj, kar smo to leto resnično potrebovali. Ob igranju sem neizmerno uživala, ker sem dobila občutek nostalgije. Ob zmagi sem si nabirala slavo in denar. Slava mi je pomagala pri odklepanju različnih nalepk, napisov in različnih slik, ki jih lahko uporabim kot vizualno olepšavo avtomobila in si z njo popestrim svoj profil oziroma game tag v sami igri. Večkrat sem med dirko naletela na neuravnoteženo umetno inteligenco. V določenih dirkah je zmaga enostavna, so pa še vedno redki trenutki, kjer vas preseneti tako imenovan rubber band, kjer nasprotnik z enakim vozilom samo švigne mimo mene. Ima svoje prednosti kot nekaj slabosti. Zame ima več prednosti, saj je dirkanje bolj zanimivo in zabavno, kot se za arkadno igro to spodobi in vas ne kaznuje za vsako manjšo napako, kot v določenih drugih simulacijskih dirkaških igrah. Po internetu sem zasledila, da se veliko ljudi sprašuje, ali je ta igra dobra ali ne. Naše mnenje z Game Ganga je, da. Za vse ljubitelje arkadnih dirkačev je ta igra idealna za vas. Tako novi kot stari ljubitelji Dirt serije boste našli obilo užitkov v karieri, playgrounds ali preko spleta. Igro bi ocenili z oceno 8,5 od 10, ampak nikoli se ne ve, morda pa nas pri razvijalcu Codemasters presenetijo in z prihodnjimi izboljšavami določene napake popravijo.